Lepo pozdravljeni. V današnjem videu si bomo pogledali eno kratko prezentacijo, ki bom probal skrajšati precej, ali pa dati po kosih mogoče, bom še videl. Skratka, kako se odpravimo v naravo, na kaj se moramo pripraviti. Sem Lari Žurga, sem vodja šole preživetja v naravi, Laris, ki se torej po meni imenuje, in seveda bomo kar začeli s samo temo. Torej, kako se pripravim v naravo. To temo smo že obdelali če boste pogledali med našimi live posnetki, kjer sva s Tjašo med korono v bistvu opravila tako rekoč teoretični tečaj preživetja kar preko Zooma. Potem pa smo z udeleženci tega Zoom tečaja, če lahko tako rečem, potem tudi praktične delavnice izvedli, torej, kar smo se naučili. Vse te videe smatrate kot, da ste v Akademiji preživetja Laris. Torej, ti videi so brezplačni, ne bomo nič zaenkrat zaračunavali za to, pa jih zaklepali, pa skrivali vsebino, pač naj bojo javni, naj se pač govori o tem, če želite. Seveda, če so vam videi všeč, predlagam, da jih všečkate, da nam poveste, da so vam všeč. Se bomo seveda še bolj trudili, še bolj delali boljše vsebine. Lahko potem pa seveda tudi naročite se na naš YouTube kanal. No, in če se zdaj kar lotimo, v bistvu preden se odpravljate kam v naravo, je pametno, da načrtujete vaše stvari. Vsekakor morate pred odhodom nekoga obvestiti, kam greste in pa kdaj se vrnete. Torej, primer, če rečete, da greste na Blejsko jezero se kopati, pa da boste doma ob 8 zvečer, vi ste pa dejansko prišli na Blejsko jezero in ste videli, da nimate kje avto parkirati, recimo, karikiram, in ste se odločili, greste na Bohinjsko pogledati, če še kaj prostega tam, in recimo tam se vam je nekje pri Slaposavici, ki je zalomil, vas je ukleščila neka skala, ki je padla na vas, karikiram, spet nočem drame delati, ampak praktično vam ponazoriti, kaj se dejansko lahko zgodi. Se pravi, dejansko vas bodo ti ljudje sprožili iskalno akcijo, če vas ne bodo 8, ampak iskali vas bodo pa kje? Na Blejskem jezeru, tako je, ja. Ker niste sporočili vaše spremembe tega plana. Tako da se to dejansko splača. Seveda je pametno, da pred tem tudi preverite, kakšne bodo vremenske razmere. Dobro je imeti s sabo kakšen zemljevid, sploh če greste na neznan teren, torej pa kakšen kompas. Vsekakor si nahrbtnik pripravite tako, da naj vsebuje seveda tudi hrano in pijačo. To je pač dosti osnovno. In pa seveda težje stvari si dajte na spodnji del nahrbtnika, oziroma težje si dajte čim bolj ob hrbet pravzaprav, in tiste stvari, ki so lažje, pa si dajte na dno nahrbtnika, pa tiste seveda, ki boste manj rabili, tiste, ki pa več rabite, kakšno prvo pomoč, kakšen nožič ali pa kaj takega, si date pa seveda gor na vrh ali pa na zunanji del nahrbtnika, sploh pa te lažje stvari. Torej, težje date čim bolj ob hrbet, da vas ne bi nahrbtnik nazaj vlekel. Nahrbtnik dajte tudi, kot sem rekel, imejte s sabo kakšno prvo pomoč. Pametno je vzeti tudi seveda poln telefon ali pa kakšen powerbank in tako naprej. Seveda zdaj lahko koga pokličete, če se vam karkoli zalomi. Zdaj, ob neuporabi tega telefona vam svetujem, da ga prestavite v letalski način, da vam ne bo kuril toliko baterije z iskanjem raznih signalov in tako naprej. Seveda ustrezno se je treba obleči in pa obuti, o tem ne bom izgubljal dosti besed. In še enkrat dejansko poudarjam, da greste dejansko tja, kamor ste rekli, da greste. Na hitrstvo si bomo pogledali tudi nekaj
torej scenarijev, ki so, naprimer, kaj se zgodi, oziroma kaj pa če se poškodujem ali pa se slabo počutim. Poškodbe pridejo, pride pač do poškodb in je seveda po potrebi absolutno najprej treba klicati pomoč, definitivno na 112, če je kaj hujšega. Seveda oskrbeti rane in pa mesto poškodbe. Definitivno bodite pozorni, da nikoli ne boste spirali z ničemer drugim ran, kakor samo s čisto vodo. Pa seveda pri kakšnih imobilizacijah si pomagate z priročnim materialom, ki ga imate s kakšnim, ne vem, puloverjem, s kakšno majico, karkoli, pa seveda kakšnimi palcami ali pohodnimi ali pa iz grmovja. Pa če imate nož, bo to veliko lažje, Potem morate biti pozorni, če se slabo počutite, je treba pač telo opazovati, a ste izpostavljeni naporu, a ste kaj takega zaužili mogoče, da vas to tare, Torej, vsekakor se morate primerno zaščititi pred kakšno sončarico ali pa pred kakšnim mrazom, seveda, čisto nasprotno spet, ampak kakorkoli, da ne bi dobili podhladitve ali pa nekih žuljev, seveda tudi na to bodite pozorni. Tako da dovolj pijte, da ne dehidrirate in pa seveda tudi pravočasno odreagirate na poslabšano počutje. Tako da toliko na kratko o tem, se pravi, jaz bom šel zdaj po teh mojih slajdih v PowerPointu, ki jih imam tukaj pred sabo, da ne bi kaj pozabil oziroma da ne bi kaj spustil pomembnega, zato imam ta pripomoček tukaj pred sabo. Kaj se zgodi, ko me ujame nevihta? Zdaj, kot zanimivo se je treba povedati, da ima nevihta, da ima strela jakost toka do 200.000 amperov, napetost je nekaj milijonov voltov, življenjska doba strele je 3000 sekunde in pa temperatura, ki jo lahko doseže, je 20.000 stopinj. Tako da ni kar heca, Recimo, bliža se nevihta in vidite strelo, kako je vsekala, in na podlagi štetja sekund lahko določite, koliko je bila daleč ta strela oddaljena, s tem, da preračunate tako. Torej, štejete sekunde od bliska do groma, ko zagrmi, nehate šteti in pomnožite s 340. Kaj ta 340 pomeni? To je 340 metrov na sekundo, toliko potuje zvok v najbolj nekako idealnih pogojih, seveda lahko malo hitreje, lahko malo počasneje, odvisno od temperature zraka tudi. Skratka, vidite strelo in štejete sekunde 21, 22, 21, 22, tako je nekako pravilno razmerje štetje sekund. In recimo, če je 3 sekunde do, ko slišimo grom, pomnožimo s 340 in lahko zračunamo na okroglo, da je to približno 1 kilometer stran ta strela udarila. Kaj je treba storiti? Seveda pravočasno se je treba umakniti na varno, dajmo reči, Če boste kakšna znamenja čutili, kakšnih naelektrenih ozračja ali pa kaj takega, res čim prej se umaknite s kakšnega vrha hribov, kakšnih grebenov, pod kakšnih osamelih dreves in tako naprej. Takrat je res ključno, da se umaknete, pa če že, da se dvignete v tav, če imate kakšno vrv plezalno, greste lahko gor na to vrv, počepnete se, naredite čim manjšega. Namreč strela išče avtocesto do zemlje, in bo najdla praktično najvišjo točko v tistem okolju, po kateri se bo speljala dol v zemljo, kakorkoli rečeno.
Vsekakor pa, kadar pridejo strele, pride nevihta, seveda pride tudi dež, tako da se pač treba tudi ustrezno zavarovati pred dežjem. No, ker smo že pri tem dežju in tako naprej, ne omenim, pa verjetno boste večkrat slišali od mene, da trdim in težim k temu, da si to zapomnimo, da naša telesna temperatura pada zelo strmo, kadar smo mokri. In sicer 20krat hitreje, kot sicer, če smo suhi. In če si zdaj pogledamo primer, kaj se zgodi, če pademo v vodo, kadar imamo prehod reke, potoka ali karkoli, je vsekakor treba gledati, da boste čim manj opreme si zmočili pa obleke, jasno. Zaradi tega, ker sploh v kakšnem slabem vremenu, ne rečem poleti, ker je cel dan sonce vas čaka, pa se da marsikaj osušiti, sploh zdaj, ker je ta oblačila so sintetične in tako naprej, ni problem. Skratka, zmočite čim manj oblek pa opreme, torej si zapakirate že v štartu, mogoče sem pozabil reči, da si zapakirate stvari v kakšno vrečko za smeti, tako 150 litrško, date noter vse oblačila in tudi, če imate kakšen švoh ruzak, vam bo vse suho ostalo, če vas ujame ali nevihta ali padete v vodo ali karkoli, seveda, če boste ustrezno tudi tisto vrečko potem zavezali, da bo to res neprodušno zaprto. Torej, pametno je, da damo čim več obleke dol iz sebe, kadar prečkamo reko, zapakiramo, kot sem že rekel, te PVC vrečke, pa kaj takega, torej, da voda ne pride do oblek. Zdaj, ena teorija pravi, da če le možno probajte reko prečkati zjutraj, in sicer zato, da če že padete v vodo, da imate potem še cel dan za se posušiti, kakor če imate primer, da padete, ne vem, zvečer, pa nimate, potem imate vžigalce mokre, vžigalnik moker, nimate niti ognja, je malo bolj lahko riskantno. Torej, če se pa že zgodi ta padec, kakor ga že omenjam, že ves čas, pa se kaj treba narediti. Najprej morate dati težke stvari dol iz sebe, da vas ne bi kam v globino kaj potegnili, se pravi na hrbtnik. Potem obrnemo se vedno na hrbet, se pravi, da s hrbtom plavamo s tokom, obrnjeni torej z nogami tudi dol proti stokom, kot sem rekel, z nogami naprej. Zdaj na bregu se poskušate, v bistvu, kako priti do brega, ponovadi se to z prevali v stran naredi, ker te voda odnaša, seveda je pametno, da se ti vmes v vodi obračaš, in se poskušaš ujeti kakšne veje ali pa korenine na bregu. In pa seveda, če je možno, da vam kdo drug pomaga z obale, je to še toliko veliko lepš, boljš in tako naprej, bolj uspešno. Potem, kaj pa, če se začne nočiti? Definitivno si morate poiskati eno mesto za prenočišče in si pač postaviti bivak. Zdaj, da torej poskrbiš osnovnim tem pogojem preživetja, pa si bomo pogledali malo več v nadaljevanju, ampak kako ocenite, koliko časa bo še dan, to je en zelo dober trik, ga sam uporabljam. In sicer tako, če mi vidimo sonce na horizontu, recimo, da ste vi sonce, in je tole horizont, in imam jaz od horizonta do sonca 4 prste. To pomeni, vsak prst je 15 minut dnevne svetlobe še, ne govorimo, koliko časa dneva imamo še na voljo, koliko ur imamo še na voljo dneva, preden se to popolnoma stemni. Torej, kolikor prstov krat 15 minut, se pravi, če damo 2 roki, sta to 2 uri, je še do sončnega zahoda, potem računajte, imate še pol ure mraka, tako da je to en tak koristen napotek. Kaj pa se zgodi, ko se izgubite, ko ugotovite, da ste izgubljeni? Torej, prva stvar, ki je, usedite se dol, sprostite se,
priznajte si, da ste izgubljeni, ker če ne, vam povem, da bo iz minute v minuto hujše. In razmislite o situaciji, torej mene boste neštetokrat to slišali. Umirite se, razmislite, kako boste ravnali naprej, kaj imate s sabo od opreme, a ste se pripravili na to situacijo tako, ali ne? Torej, kako bom rešil to situacijo, kakšne so moje zmožnosti, a je začetek dneva, a je konec dneva, sem sred noči, a sem z avtom, a se imam v avtu lahko vsaj pa čez noč prespim noter, ne, da si ne rabim, a mi avto deluje, a ne, a mi to greje kabino ali ne, in tako naprej. Seveda, razmisliti, kje ste, če veste, kje ste, ne, torej, če poznate mikrolokacijo ali pa malo makrolokacijo, pa da imate nekih par osnovnih točk, ki jih poznate, je to nek vrh, neka cerkev nekje, neka naselje, da se znate po tistem približno orientirati, je že toliko lažje, ne, ko najdete eno tako sled civilizacije. Koliko časa pa ne preživim s tem, torej, koliko časa lahko preživim s tem, kar imam s sabo, a ne? Je pa odvisno od vašega znanja. Zdaj, lahko ste praktično brez opreme, pa jo boste naredili iz narave, pa imate znanje, pa ne bo nobenih težav. Lahko je pa tudi kako drugače, ne? Lahko so pa tudi že največji mojstri preživetja podlegali, kaj s tem čemu, mogoče egu, ki so zopali, da mogoče pa ne rabijo imeti kresila s sabo, karikiram, ali pa kaj podobnega, in jih je lahko to vneslo, ne? Ker dovolj je, če pogledate na hitrico, kako so naše prioritete, pa jih bom zagotovo še omenil, je pravilo števila 3. Obstaja. 3 tedne zdržimo brez hrane, 3 dni brez vode, 3 ure samo brez bivaka, ključno, in 3 minute brez zraka. Se pravi, prej sem govoril, če padete v vodo, vam je cilj, da pridete čim prej do zraka, ne do hrane. A je to smiselno? Verjetno je. Ko začne dež padati, verjetno ne boste takrat tisti hip točno samo razmišljali o hrani, če vemo, da lahko 3 tedne zdržimo brez nje, brez bivaka pa samo 3 ure. Ste se vprašali, zakaj samo 3 ure? Ja, enostavno, pejte se na dež postaviti, pa ne lije po vas, pa piha močno, in vam povem, da se tudi sred poletja lahko pri 20 stopinjah podhladite. In ko ste podhlajeni, zagotovo bo še kakšen ločen video o tem, o podhladitvi, zagotovo, pa že obstaja, gotovo, če boste kje poiskali, ali pa če pogledate tisti tečaj Zoom, ki je že objavljen na našem YouTube kanalu, na katerem se zdaj nahajate. Malo pobrskajte, pa boste videli in slajde in samo debato, kako so imela s Tjašo. Jaz pa zdaj samo na hitrico nekako probam preleteti, ker se mi zdi, da škoda, da te vsebine nekje stojijo, pa da vam jih ne bi predal. Ja, definitivno je treba tudi določiti, kdaj govorimo o preživetju. To je nekako, akcije iskanja trajajo nekje med 24 urami in 48 urami, a ne? Se pravi, 1 do 2 dni trajajo te iskalne akcije. In lahko je pač seveda ta, kako ne rečem, situacija je lahko življenjsko ogrožena ali pa ni, se pravi, lahko ste se samo izgubili ali pa ne, ampak v vsakem primeru pa je ta situacija takrat lahko, govorimo o preživetju, kadar ste več kot 24 ur na terenu in dajmo reči, da ste brez signala ali pa ste neprimerno oblečeni, ne? Takrat je, torej, ko vam gre že malo za nohte oziroma ko vas hoče kakšen mraz malo potipati, kako iz kakšnega testa ste. Zdaj, signalizacija
je tudi ena ključnih stvari, pa zelo malo dajemo poudarka na to, no, pa mi smo kar pozorni pri tem, da spoznate vsaj osnovne rekvizite za signaliziranje. To so zagotovo piščal. Zakaj piščal? Čisto preprosto zato, ker če se bi vi drli na vso moč, torej glasilke vaše izgubile moč in bi samo po nekih 3 urah dretja na polno, bi vaše glasilke šle k vragu in bi recimo reševalci, ki bi šli mimo, vas ne bi slišali, ki bi se čez glasu torej poskušali nekaj dreta. Ne gre več. Zato piščal lahko žvižgate, seveda, ali na prste, ali kakorkoli. Signaliziramo lahko seveda tudi z kakšnim ognjem ali pa dimom. Mednarodni signali obstajajo, ampak tudi ne bomo zdaj šli v detaljno. Potem so razni ti pirotehnični pripomočki obstajajo in pa seveda absolutno telefona, in pa mednarodni, kot sem rekel, simboli za SOS, recimo Save Our Souls, tudi obstaja svoj znak. Preživetje je disciplina odnosa, znanja, veščin in pa akcije. Torej, vse to morate takrat nekako zajeti in cilj nam je preživeti v vseh situacijah. Tako da to je osnovni človekov nagon, da bo poskušal preživeti. Torej, v vseh situacijah, ne glede na to, kakšno opremo imamo. To je zelo ključno. Pravi, na začetku smo govorili malo o telesni temperaturi, kako je pomembno ohranjati, in zdaj imamo, kot sem že omenil, zadnjič trikotnik, se pravi, spodaj temu reče telesna temperatura, potem je oprema in pa znanje. Če karkoli od tega vzamemo, imamo težave. Da ponovim. Ohrani toploto, ostani suh. Pravilo števila 3 smo pogledali. 5 pripomočkov za preživetje, pa seveda to je naša glavna prioriteta, da se ljudje s tem spoznamo, je ta, da veste, katerih 5 pripomočkov je dobro imeti s sabo, kadar greste ven. To je seveda nož. Če ga nimate, ga lahko iz kamna naredite. Vir ognja, krasilo, vžigalce, vžigalniki, brenarji zaradi mene, kar hočete. Če tega nimate s sabo, se da tudi narediti ogenj, je seveda malo bolj postopek. Potem je posoda. Zakaj? Za lovljenje vode, za prenašanje vode, za prekuhavanje vode. Lahko je plastična, lesena, smo že rekli, da lahko tudi v leseni prekuhavamo, smo rekli, z vročimi kamni, če se spomnite. Oziroma, če ste še niste gledali, z vročimi kamni, katere iz ognja z 2 palčkama vzamemo ven, damo tudi v leseno posodo lahko, torej v katero ima vodo jasno noter, in tudi včasih kamenčke menjujete, da se voda zavre. Potem vzamete s sabo tudi neko ponjavo oziroma neko šotorko ali karkoli, nekaj, ali pa mogoče vrečo za smeti, da si naredite streho nad glavo, in pa ne nazadnje tudi vrv. Torej, mi učimo na naših tečajih, kako se vse te stvari reši, če popolnoma nič nimate od opreme. Nekaj sem že omenil, nekaj bom pa še zagotovil. In sicer kar zdajle, kot sem rekel, za nož uporabljamo oster kamen, za vir ognja imamo lahko bow drill, netenje les-obles oziroma trenje z lesom les-obles s pomočjo loka ali pa roka. Potem posodo naredimo lahko iz gline ali pa iz smrekove sušiče s pomočjo žerjavice lahko. Potem, če nimamo ponjave, se učimo, kako naredimo bivak A oblike, torej brez uporabe 1 centimetra vrvice se to naredi.
Potem, če nimamo vrvi, lahko skopljamo smrekovo korenino ali pa spletemo vrv iz koprive. No, to se sliši naša psica, ki je šla vodo pit, tako da upam, da vas to ne moti. Ja, kako se pa ne izgubiti, ne? To je pa tudi zelo dobro vprašanje. Definitivno je treba imeti sabo kompas pa zemljevid. Pa če ga nimate, si probate saj zapomniti teren, kje greste iz znanega terena v neznan teren in si ga seveda tudi označujte s puščicami ali lesenimi ali z bilk trave ali s čemer karkoli že. Tako da mogoče tudi tisti, ki bi vas iskali, jim bo pomagalo to, najdete to sled do vas, če bojo seveda prepoznali to. Vedno gledajte nazaj, kadar se sprehajate. Zakaj? Zato, da boste videli, če je ta okolica potem, ko se vračate, pravilna, ne? Ker ponovadi ne gledamo nazaj. In ko gremo nazaj, nismo čisto prepričani, ali smo šli tle, ali nismo šli tle. Če se boste parkrat obrnili nazaj, si zapomnili par teh, bom rekel, ključnih točk iz tega vašega zornega kota, ste zmagali. Puščamo sledi. Definitivno ja, tako kot sem rekel, ali ne, seveda drobtinc puščata, ne, od kruha, lahko pa iz kamenčkov naredite puščico, iz palčk, iz svežih, lahko lomite veje na vaši desni in ko se vračate nazaj, iščete zlomljene veje na vaši levi primer in ne boste mogli zgrešiti. Obstajajo tudi videi, kako narediti svoj survival kit. Če boste malo bolj v zgodovino pogledali, že leta nazaj, torej, kadar ni bilo sploh še, kako ne rečem, smo hoteli samo predstavitveni video imeti nekje, tako da si ga lahko kdo pogleda, ker je še vedno seveda objavljen. Okrog vozlov pa vezav bom naredil en poseben video, vam bom tudi posnel jih, tako da boste imeli potem tudi nekako možnost, da te vozle pogledate, seveda jih lahko najdete tudi kje drugje. Ampak jih bom pa nekaj naštel, katere se bomo pogledali, pa so najbolj tudi, bom rekel, uporabni. Zdaj poznamo vozli za pritrjevanje pa za zavezovanje. Recimo za pritrjevanje kakšnih tovorov na kakšno prikolico se sigurno uporablja tovorni ali bičev vozel. Potem je začetni vozel, prusikov vozel, pa kavbojski vozel in pa seveda napenjalni vozel. Potem pa vozli za zavezovanje dveh vrvi, recimo skupaj so pa ambulantni vozel, takrat pomeni, moramo obvezno spajati dve enaki debelini vrvi. Potem ribiški pa tkalski, oziroma tkalski je enako ambulantnemu, ima tudi ime moški. Skratka, lahko bi zdaj rekel, da poznam 100 vozlov, 100 imen teh vozlov, a v bistvu jih je to 30 vozlov, zato ker ima vsak lahko po več imen. Potem so pa še ostali vozli, kot so mrtvi vozel, osmica, skrajševalni vozel, kravatni vozel, in pa policijski vozel, kot primer. Pa še malo more jih je, da ne bomo rekli, da ne. Zdaj, najbolj pomemben je, da ga znate ambulantni vozel. Absolutno smo rekli, da gre za zavezovanje torej dveh enakih debelin vrvi. Ribiški vozel, tkalski vozel, mrtvi vozel, pa vpletena osmica. To je kar ene par takih osnovnih, odvisno koliko ste napredni, odvisno koliko vas to veseli, odvisno kaj hočete s temi vozli vi doseči. Torej, to je čisto od vas odvisno, pa seveda tudi, če boste šli naše videe pogledati, recimo iz kakšnih poletnih taborov za otroke, ki jih imamo, torej niso komercialno usmerjeni, da bi bilo to za ogled za splošno publiko, ampak je to bolj za starše namenjeni, torej te videe v zgodovine, če boste šli gledati, da boste razumeli, zakaj so tam in zakaj je to tako, ampak tam lahko pogledate naše reference, kaj počnemo in kako to počnemo, kaj otroci poskušajo, kako to v praksi izgleda.
da je malo bolj, bom rekel, nazorno predstavljeno. Tako da vabljeni tudi k ogledu tistih, bom rekel, utrinkov posameznega dne. Torej vsak dan naredimo en poseben video utrinkov tistega dne. Se pravi, en dan imamo bivake, dopoldan primer, pa kakšne druge stvari, potem imamo kakšne igre, ki so povezane z našimi čutili in tako naprej. Skratka, vabljeni k ogledu. Če so vam videi všečih, dajte stisniti kakšen všeček. Naročite se, ker večina vas, ki vas tole gleda, niste naročeni na moj kanal ali pa na naš, kakorkoli. Tako da vas prosim, da ne boste zamudili. Kot sem rekel, verjamem, da vam ne bo popolnoma vsa vsebina všeč, ampak trdim pa, da bo kvalitetna. V smislu, govorim vam iz lastnih izkušenj, se pravi, bo zadeva preverjena, ne bo privlečena za lase. In to je to za enkrat. No, če se vrnemo malo nazaj, imamo potem naslednjo poglavje, ki sem že omenil, bivaki, torej, in pa bivakiranje. Nekaj videov je tudi že, kako se pripravljamo na to, kaj je fajn imeti sabo do opreme. Tudi obstaja video, poglejte si za nazaj na našem kanalu. Torej, kaj je bivak? Bivak je neko zasilno bivališče v naravi, ki vam nudi zaščito pred seveda vremenskimi vplivi, kot so veter, dež, vlaga in pa seveda tudi mraz. Torej, nekako to, če si predstavljate kot neke vrste ali šotor iz naravnih materialov ali pa iz umetnih s pomočjo ponjav in tako naprej. Kateri so pripomočki, seveda, kot sem že večkrat omenil, tudi že danes, ponjava, šotorsko krilo, neki spet naravni materiali, se veje, listi in tako naprej. Definitivno bi se jaz vedno razgledal, torej naredite perimeter, pogledate vašo okolico in če najdete mogoče kje kakšno porito drevo ali pa mogoče kakšen vhod v kakšno votlino, seveda dajte biti pozorni, da ne boste zalutali v kakšen brlog od medveda. Tako da, ja, hočem reči, da obstajajo tudi naravne opcije, kako prespite, da se ne izgublja preveč energije. Če pa imate ponjavo s sabo, pa ni problem, med dva drevesa pa vrv, seveda. Med dva drevesa napnete vrv, ponjavo vržete čez in ste pod streho. Čisto preprosto je to. Seveda, obstajajo, kot smo rekli, umetni pa, bomo rekli, naravni bivaki. Potem obstaja še posebni eni taki meni ljubi indijanski tipi. To tudi mi v praksi uporabljamo, sploh pozimi. Zakaj? Zaradi tega, ker je to edini šotor, kjer lahko kurite noter. Da se ga postaviti za, ne vem, to, kar ponjava stane v Bauhausu, preprosto. In pa nekaj truda za dobiti sušice, jih oguliti do lepega, da so gole, lepe, da vam bojo tudi nekaj časa zdržale. Mora biti dolge, so zelo močne. Pa seveda morate narediti osnovo za ta tipi, ga obleči, narediti dvojno steno, ogenj zakuriti. Skratka, je kar izziv po svoje. Po svoje, ko pa enkrat to obvladate, vam pa povem, da ne boste menjali konja, ki zmaguje. Se pravi, to je ena boljših opcij. Zakaj? Zato, ker lahko pri -10 dobesedno v kratkih rokavih sedite zraven ognja, pa vas popolnoma nič ne zebe. Gor je odprtina za dim, se pravi, avtomatično, ko se ogenj gori, se ozračje v šotoru segreva in spodriva popolnoma vse, kar je od dima. Seveda morate imeti pa relativno suha drva oziroma ustvariti toliko močno žerjavico, da vam bo potem lahko v praksi, če malo karikirano rečem, lahko tudi nek svež les gor ali pa kakorkoli. Ja,
bivaki iz naravnih materialov, milijon različnih opcij imate. Poglejte si tisti video, no, boste videli tudi slikce so noter, pa ti videi, kakorkoli, pa povezave, tako da bo to super. Potem ne pozabimo seveda tudi na zimo, zdaj nas čaka zima je pred nami. Zagotovo ste že slišali za iglu ali pa neko snežno luknjo. To so res super izkušnje, če date to česa, pa da res eno noč preživite v tem vašem snežni luknji ali igluju, kakorkoli. Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, ali pa če boste v kup snega jamo skopali, je pomembno to, da obvezno morate narediti iz strani luknjo noter v prostor, zaradi tega, da vam bo svež zrak noter prehajal. Če ne, boste vi kisik podihali in ste lahko tudi v smrtni nevarnosti. Zato vidite tudi dostikrat, da imajo ljudje svečo za kontrolo, če je še kisik, se pravi, če bi sveča ugasnila, je nekaj hudo narobe in je to alarm. Tako da to ne podcenjujte, še enkrat poudarjam, da si v iglu ali pa snežno luknjo, seveda v kakšno tako, ki ima slabo streho, ki je vse prepišno, ni problema. Pomembno je tokle velika luknja, to, kot sem rekel, neko ali smučarsko palico vzamete ali pa pohodno, pa jo date v steno in naredite pač dejansko luknjo skozi sneg, da vidite ven. Zdaj morate biti pozorni, če sneži, da vam te luknje ne zamede, zasneži. Tako da, toliko na kratko. Kaj več v tistem videu s Tjašo pod live posnetki, če ste slučajno preslišali. Ena super stvari je, ki jih imate v vsaki prvi pomoči v vašem avtomobilu, je astronavtska folija. To je tista zlato-srebrna folija, ki ni klasična folija za pečenje doma, ne. To je folija, katero uporabljajo v vesoljskih plovilih oziroma v raketah domače za vesolje. In sicer so zelo tanke in zelo izolativno delujejo. Seveda vmes tudi, če zapakirate še zrak vmes, je to še toliko boljše. Zrak je najboljši izolator. Seveda ta folija je pa ima seveda nekaj prednosti, pa seveda tudi slabosti. Slabost je ta, da se vam recimo kondens, če se bi recimo imeli pršvoh spalko, pa se vi s to folijo pokrijete, kar je vrhunsko, ne bo nič narobe, bo ta spalka zjutraj mokra. Zakaj? Zato, ker ta folija je neprodušna in se ne prepusti vlage, ki jo pač oddajate z dihanjem, z oddajanjem, kako že diha, no, skratka s tem kondenzom se potem se nabere na tej astronavtski foliji, se potem vpije v spalno vrečo vašo. To je pač slabost. Slabost je ta, da slabo prenaša vročino, lahko kar scrkne, ali pa kakšno iskro je seveda lahko z lahkoto prežge in lahko tudi kar hitro zagori. Tako da okrog tega, torej s to folijo ne skačete okrog ognja še zraven dodatno preveč, tako da pazite na razdaljo med ognjem. Predlagam vam, da čim več raziskujete, da greste še na kakšen YouTube kanal, seveda vpišete ključne besede, kot so najbolj uporabni vozli, ali pa ne vem, kaj storiti, če se zgubim, kaj storimo, kako ali pa kako ravnamo z medvedom. Je tudi en izmed naših videov, kjer povem res vse, kar poznam. Mislim, zagotovo večina najbolj ključnih stvari, ki jih poznam, ker sem vodnik za ogled medvedov v naravnem okolju in vam iz prve roke povem, ker jih tudi futram, hranim, vam povem v tistem videu tudi veliko v samem medvedu, tako da verjamem, da boste tudi vi izgubili ta strah do medveda. Če boste ta video pogledali do konca, zagotavljam, da boste čisto drugače gledali na medvede. Tako da naj vam bo to izziv, poglejte si, vzemite si čas, ne bo vam žal, to si upam trditi. Je pa
še ena stvar. V takih serijah teh posnetkov, ki bodo še sledili, boste dobili vmes dobro vsebino, kakšna vam bo pa čisto nič. In to je, jaz rečem, enako, kot če vi v nabiralnik dobite pošto, vzamete ven, odprete kuverto in je not 100 evrov. A bi jih vzeli ali ne? Dajmo reči, da bi jih. Jih vzamete in naslednji dan greste gledat pošto, odprete, kuverta noter, odprete 20 evrov noter. Jih boste vzeli? Verjetno ja. Dajmo reči, da smo jih vzeli. Tretji dan kuverto odprete, not pa epruveta z kakcem. Boste odprli to epruveto pa to povohali ali ne? Verjetno boste se skupaj nekam nesli na primerno mesto, v odpadke. Seveda ločeno. Naslednji dan kuverta noter v vašem nabiralniku. Ali boste odprli ali ne? To zdaj prepuščam vam. Se pravi, med samo vsebino se bo najdlo kaj, ki vam ne bo zanimivo, boste rekli, ta nekaj lapa. Nekateri bo imeli pa taka ušesa. Pa mimogrede, ker sem že to pokazal, še en trik, kako bolj slišite, če date takole roke, pa tudi nazaj lahko tudi bolj slišite. Kar poskusite, boste videli, boste navdušeni, kako lahko kakšno stvar bolj slišite. Ne bom dolgovezal. Hvala vam za vašo pozornost, za vaš čas, ki ste mi ga namenili. Veliko mi pomeni, kot sem rekel, če boste zadevo lajkali, da vem, kaj vam je všeč in bom na teh temah potem seveda tudi bolj baziral. V naslednjem videu pa bom več povedal o tem, kakšne bodo naše prihodnje teme. Tako da, se vidimo.